Da lahko delam z bolniki, to je poseben privilegij, ki ti ga daje medicina. Nisem nikoli vedel, kaj bi kaj druga počel v življenju, kot to, da sem zdravnik. 20 let sem bil predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino. Profesor Noč je bil predstojnik, jaz pa glavna medicinska sestra, in to so pač veliko takih nalog, ki jih je bilo treba skupaj rešiti, in moram reči, da takega predstojnika si človek želi, a ne? Ker profesor Noč ima izjemen čut za sočloveka in izjemen čut tudi za svoje sodelavce. Ja, to se dobro spomnim. Ja, 20 let je neverjetno hitro šlo mimo. V tem času smo, mislim, da vzgojili dobre naslednike, ki uspešno vodijo stvari naprej. Poleg tega smo tudi na mednarodnem področju naredili par prebojev, kar se tiče regionalizacije zdravljenja srčnega infarkta, srčnega zastoja nenadnega, prav tako izventelesnega krvnega obtoka. Veliko smo tudi publicirali mednarodnih raziskav, bili smo v ključnih mednarodnih študijah, tako da, ko se ozrem nazaj, sem ponosen na to, kar smo seveda skupaj dosegli. To ni plod posameznika, ampak plod ekipe. Samo na ta način lahko dosežeš prave stvari. Jaz sem prišel na intenzivni oddelek pred 20 leti kot mladi raziskovalec in profesor Noč je bil moj mentor. In iz tega mentorstva je zelo kmalu ratalo tudi prijateljstvo. Tako da se moram zahvaliti za ves njegov trud. Definitivno je imel največji vpliv na mojo kariero. Ima ogromno znanja, ki ga je pridobival ne samo pri nas, tudi v tujini, in ga je pač prenaša tudi danes na svoje sodelavce. Sem se več kot 4 leta izpolnjeval v Združenih državah, in sicer 2 leti sem delal eksperimentalno v Chicagu, na University of Chicago, potem sem bil še pol leta na Institute of Critical Care Medicine v Palm Springsu, ter leto in pol šolanje na področju interventne kardiologije v hollywoodski bolnišnici Cedars-Sinai Medical Center. A gremo na vizito? Zdaj trenutno ima ure, kjer z študenti, specializanti preigrava različne situacije tukaj pri nas na oddelku. No, in je izjemen pedagog in je tudi svojim sodelavcem izjemno veliko dal. Mogoče še se vsi tega ne zavedajo, je zelo veliko. Definitivno pomembno, da se vidi, da tudi ostali vidijo, kaj pomeni timsko odločanje, kaj pomeni potem tudi neko klinično razmišljanje, tehtanje vseh idej. Včasih smo v soočenju tudi z zelo trdimi orehi, kot rečemo po domače, kar pomeni, da ne vemo takoj, kaj s pacientom, kakšna je osnovna diagnoza. Najlepše pri našem poklicu je, da lahko z enim znanjem, vrhunskim posegom, vrhunsko storitvijo, če temu tako rečem, pomagaš pacientu, da bolje živi ali mu pa celo reši življenje. A tlak ima v redu? Evo malo. Ja, evo, ste že boljše barve, niste več tako bled, kot ste bil. To mi daje res dober občutek, da nekaj v življenju spremeniš, da je neka korist od tvojega življenja, in to je tisto, kar nekako človeka žene naprej. Zdravnik v prvi vrsti, interventni kardiolog, zdravnik intenzivist, ni bilo nikoli problema, da je dodatno bilo treba kaj narediti, a ne? In pa tudi človek kot človek. Definitivno je po srcu dober človek, vedno bo naredil vse za dobrobit pacientov. Zelo neposreden. Včasih to komu všeč, včasih to komu ni všeč. Jaz drugačen ne morem biti, kljub temu, da sem večkrat poskušal neuspešno. Vedno me nekako te stvari prizadenejo, vedno skušam posredovati neke rešitve, ki večinoma niso popularne. Žal mi pa je, da opažam, da slovenska medicina stagnira, da slovenska medicina celo na katerih področjih nazaduje, in te reforme, ki se nam obetajo, sigurno ne delujejo prid temu, da se stanje popravi in da zopet ujamemo stik z razvitim svetom. Sem še vedno hvaležen, da je del našega tima. In seveda on je človek, ki je za bolnika naredil vse, kar je lahko. In tako je bilo in tako bo. In gremo delati.